Živijo sem skupaj. Danes pa lahko uganete, o kateri čakri bom govorila. Oblečena sem v rumeno. Torej, čas je za predstavitev tretje čakre oziroma solarnega pleksusa, ki leži dlan nad popkom. Ta čakra zajema naše notranje organe in sicer jetra, vranico, nadledvične žleze in pa ledvice ter tudi želodec. Ja, kar veliko organov, ne, za eno čakro. Zato je pa solarni pleksus zelo pomemben, ker tukaj na tem delu v bistvu mi shranjujemo svojo odvečno energijo. Bomo rekli, tisto več energije, se shranjuje, tako kot denar na banki, se tukaj shranjuje v bistvu na solarnem pleksusu. Pleksus je pa tudi center zavesti in pa center naše volje. Se pravi, če ste slučajno brezvoljni ali takrat, ko ste brezvoljni, pomeni, da vaš pleksus ne dela dobro oziroma da ni napolnjen. Volja je pa ena izmed stvari, ki jo pa v bistvu rabimo vsak dan, ne? Jaz recimo takoj, ko začutim, da mi upada volja, naredim par tehnik in si s tem pomagam, da ukrepim v bistvu svoj pleksus in da imam dovolj energije, da speljem tisto, kar sem si zadala. Zdaj, ena zanimivost je tudi, da na solarnem pleksusu potekajo naše vezi z drugimi. A veste, ko se dela energijske odvezave, se jih načeloma dela na nivoju pleksusa, ker tukaj ne bi prvo vzpostavili neko vez. In še ena stvar je, ko vas recimo nekdo napade, ali pa ko vi nekoga napadete, energijsko govorimo, ne? Pač tudi fizično bom rekla, ne fizično, tako da se tepeš, ampak ko nekoga hočeš postaviti v manj vreden položaj, no, bomo tako rekli, ali pa ko pač neko jezo stresaš iz sebe, dejansko napadaš na pleksus tega človeka, oziroma tvoj napad je ciljan v pleksus, to pa zato, ker je tam shranjena naša volja, tako kot sem prej povedala, ne? In če ti vzameš človeku voljo, potem ga lahko z lahkoto si v bistvu podrediš. To je pa se kar za zamisliti malo, ne? Torej, ljudje, ki nimajo močnega pleksusa, so zelo velikokrat v podrejenem položaju. In tisti z močnim pleksusom so v nadrejenem položaju in z lahkoto obvladujejo množice, vplivajo na njih, jih vodijo in tako naprej. Ne? S tem, da to ne pomeni, da ima ta oseba čist pleksus. Ja? Ker za čist pleksus moraš delati pa na zavesti, torej da ozaveščaš sebe, da so tvoja dejanja čista, torej da ti ne manipuliraš z ljudmi, ampak dejansko, če jih že vodiš, da jih vodiš na en tak lep način, zato ker je tako v najviše dobro, v tvoje in njihovo najviše dobro, ne? Da pogledaš z drugimi očmi, da ne po starem bom rekla, ne? Tako kot so vsi navajeni, ampak da dejansko ti vklopiš svojo lastno integriteto in se zavedaš, da imaš spoštovanje do soljudi, ker če imaš ti spoštovanje do njih, potem ga ne boš kar tako delal grdo z njimi, pa nekaj jih se lagal, pa jih zavajal. S tem, da tisti ljudje, ki to delajo, se v bistvu niti ne zavedajo, da to delajo, veste. Eni nimajo tega zavedanja in jih je treba razumeti, da so pač na nekem nivoju, kjer je to njihov svet in ne vejo, da obstaja še kaj drugega, ne? So pa potem drugi ljudje na drugi strani, ki pa se zavedajo, ali pa se zavedamo. Jaz se zavedam, kakšno škodo lahko recimo naredim, če manipuliram, če delam proti nekomu. In sem dolga leta ozaveščala te svoje
finte, a veste, te energijske stvari v ozadju, ki se v bistvu mogoče tako na prvi pogled niti ne vidijo. In zdaj me veseli, da v bistvu vse več ljudi tudi to zaznava, a ne, in ne dovoli več. Ampak problem je pa zdaj, da so pa ti ljudje ratali pa jezni, a ne, in pleksus je tudi jeza, a ne, takrat, ko se mi zjezimo, takrat mi dobimo en tak power, a ne, in mislimo, koliko je to fajn, ko se jezimo, v bistvu pa ni tako fajn, a ne, energijsko se pa pravzaprav izčrpavamo in s tem, da še napadamo druge ljudi, kar pomeni, da ni okej. Se pravi, naslednjič, ko boste hoteli slučajno koga napast ali ga na kakršenkoli drug način zmanipulirati, se vprašajte, če je to res okej. Niso vedno stvari okej, ja, tisto, kar mi delamo. Tako da, dajmo se malo nazaj potegniti, pa premisliti, a je bilo to okej, ni bilo to okej, in naredimo tako, v bistvu naredimo potem pa po neki taki vesti ali pa po srcu na pravi način. Zdaj pa še tehnika. Recimo, dajmo narediti tako. Dajmo roke pred pleksus, ja, in v rokah, zaprite oči, lahko stojite, no, lahko stojite, sedite, zaprite oči in v rokah vizualizirajte zlato kroglo. Ok? Dihamo globoko. Lahko jo tudi tako z rokami malo premikate, probajte začutiti, ne bo taka gosta. Čim bolj se skoncentrirajte na to zlato kroglo, ki žari zdaj v vaših rokah. Taka lepa je, velika. In zdaj bo ta zlata krogla začela vdajati žarke v vaš pleksus. In vi boste z vdihom sprejeli te žarke, torej gre v pleksus in skozi zadaj, se pravi spredaj in zadaj imamo solarni pleksus, ne, čakro. In mi samo pošiljamo te žarke iz te krogle, vizualiziramo, kako grejo te zlato-rumeni žarki skozi nas, v naš pleksus in ga polnijo. Mene ponovadi začne kar zibati, ko diham tako. Če vas ziba, nič hudega, samo dovolite. Še 3 vdihe. Evo, krasno. Jaz prav čutim, kako se mi lepo čakra napolne. Ja, torej, solarni pleksus, volja. Če vam primanjkuje volje, potem nimate dovolj energije, nekaj naredite. Ja? Če vas bolijo jetra, pomeni, da ste velikrat jezni, dajte si roko gor, pozdravite si svoje jetra, ja? Ali pa naredite kakšno razstropljevalno dieto. Če vas boli vranica, pomeni, da vam odteka energija. Torej, spet naredite to tehniko za zlato kroglo. Pa si še druge obstajajo, samo vseh vam ne morem pokazati. Ne? Date si tudi na vranico lahko roko in zdravite. Ne?
Če vas bolijo ledvice, potem pomeni, da vas je strah. Ja? In vidite, tudi strah, ki ga je veliko dan danes, vpliva na vaš solarni pleksus. Ja, kar precej informacije, ne? Upam, da ste veliko novega izvedeli in poskrbite, da imate vedno dovolj volje, da zavestno živite in pa seveda, da z lahkoto premagujete vse svoje strahove. Želim vam res ful lep dan in pa se vidimo drugič. Čau, čau!